Mi trije smo vsi zaposleni na zavodu Nefix. Takole v avtu se ponavadi odpravimo skupaj takrat, ko dajemo kak pomemben razpis na kako pomembno razpisno prijavo. Poleg zaposlitve nam je pa seveda dolgoletno delo v mladinskem sektorju dalo ogromno. Od tega, da je od projekta, ki je leta 2000 nekako se začel pod okriljem društva Mladinski ceh in je do danes zrastel v samostojen zavod z 9 zaposlenimi. Kjer mladim in mladinskim organizacijam upisujemo neformalno pridobljeno znanje. Imamo tudi mladinski center na Viču, pa različne druge mladinske programe po celi Sloveniji. Nekoliko smo pa prerasli v okvirje mladinskega dela in stopamo v polje nevladnega sektorja, ker kot stičišče središče podpiramo tudi nevladne organizacije. In seveda pomagamo tudi mladim do zaposlitve, tako ali drugače. No, in en tak primer zaposlitve sem bila tudi jaz, ko sem prišla 3 leta nazaj na Nefix kot mladinska delavka sem delat in je bilo tako ful zanimivo zaradi tega, ker to, da si mladinski delavec, te nobeden ne usposobi, no, lahko dobiš certifikat oziroma potrdilo, da si MPK mladinski delavec, ampak tak se mi zdi, da je to ena stvar, ko jo moraš delati dosti srcem in jaz sem dobila tu tudi priložnost, da sem izkušnje, ki sem jih prej veliko kot sama, kot prostovoljka, pač dobila, da sem lahko tu jih dobro unovčila in da sem lahko še zdaj zmerto. Mene je mladinsko delo dejansko naučilo tega razmišljanja sky is the limit. Torej, seveda v nekih določenih okvirih, ki so vseeno zastavljeni, ampak še vedno, da si upaš pogledati preko okvirjev, da si upaš storiti kak korak dlje, ki bi kot morda v kakšni drugi bolj predpisani službi zaposlitvi. Nekako imam osebno izkušnjo, da sem govorila v Evropskem parlamentu, po drugi strani sem si pa morala tudi sama organizirati čistista najbolj preprosta tajniška dela. Mladinsko delo ti da samozavest, da se pogovarjaš s komerkoli, s predsednikom države, z ministrom, z birokrati, z župani in nazadnje ugotoviš, da se ideje oziroma rešitve, pa tudi vsi predlogi, ki temeljijo na mladinskem delu, ki jih nekako pripravimo skupaj z mladimi, tudi drugim sektorjem zdijo zelo zanimivi in dragoceni. Ravno tako pa je mladinsko delo aktivno državljanstvo, to pomeni, da dejansko mladi vstopamo v neke procese, se pogovarjamo z župani, dajemo predloge, se tudi borimo za njih, ne? In po eni strani na ta način sem v času, ko sem bil podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije, tudi začrtal projekt Naj prostovoljec, kjer dejansko promoviramo in smo motivirali mlade in tudi odrasle seveda za prostovoljno delo, ki pa je po moje temelj mladinskega dela. Evo, zdaj gremo pa oddati tisti razpis. Adijo.